Pozdravljeni na televiziji Celje v oddaji Poglobljeno. Z nami sta direktorica UPI Ljudske univerze Žalec, gospa Franja Centrih in vodja področja srednješolskega izobraževanja Marjana Rogelj Peršič. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Tako, torej danes smo v bistvu tukaj, da se pogovorimo o pol stoletja vaše Ljudske univerze. Pa ne vem, če bi na začetku začeli z kako je v bistvu bilo videti teh 50 let? Kako je bilo videti 50 let? Tako, recimo, kako je... Ja, 50 let je kar častitljiva doba, ni res v življenju posameznika, pa tudi v obdobju neke inštitucije. No, tistih čisto prvih začetkov se s kolegico Marjano seveda ne spominjava, bolj jih poznava iz nekih arhivov, pa tudi od pripovedovanja. Sicer pa sva kar pretežen del teh 50 let, kljub vsemu tudi midve so ustvarjali zgodovino in pa podobo naše današnje UPI Ljudske univerze Žalec. In če lahko rečem, da že v tistih prvih začetkih, mislim, da ko smo se še imenovali tudi Delavska univerza, torej od leta 1975 dalje, da je že takrat naša Delavska univerza ponujala kar neko pestro različico programov, med katerimi so bili mogoče prioritetno predvsem tisti, ki so omogočali pridobitev poklica, neka usposabljanja. Nenazadnje pa že v tistem začetnem obdobju je bilo tudi kar nekaj teh splošnih neformalnih programov, jezikovnih tečajev, računalniških tečajev in tako dalje. Lahko rečemo, da smo se v teh 50 letih seveda zdaj razvili v neko sodobno izobraževalno središče za odrasle, pa tudi za mladino v naši spodnji Savinjski dolini, širše v Savinjski regiji, pa tudi bom rekla, da smo, mislim, da pustili svoj pečat v slovenskem prostoru. Zdaj mogoče, da bi omenili nekaj menikov, ne vem, ustanovitev leta 75, potem v bistvu preimenovanje leta 90, pa tako naprej. Kateri so v bistvu tisti glavni meniki, ki so zaznamovali vašo ustanovo? Ja, mogoče tega prvega ste že omenili, torej preimenovanje po letu 1990, ko vemo, da je prišlo tudi v družbi do velikih sprememb. Takrat se je večina delavskih univerz v Sloveniji preimenovala v Ljudske univerze. No, mi smo pridodali še ta kratek sloganček, kako bi rekla, UPI, kar pomeni usposabljanje in permanentno izobraževanje. In jaz sem zelo vesela, ker v bistvu, kot okrajšava, govori tudi o nekem upanju, tudi ima nek tak pozitiven prizvok in smo v bistvu v sedanjem času zelo poznani tudi kar kot UPI univerza oziroma kot UPI Ljudska univerza Žalec, UPI Žalec. To je bil eden tistih pomembnejših menikov, ko smo nekako začeli zasledovati te sodobne trende, potrebe na trgu dela, potrebe naših občanov za osebno rast, za osebni razvoj, pa tudi za kariero in poklic. Prej sem že omenila, da smo morda nekje do leta 2000 tudi zelo veliko usposabljali za pridobitev formalne izobrazbe. Po letu 2000 pa so se potem okrepile projektne dejavnosti in smo takrat skozi projekte mogoče krepili tudi nekatere druge dejavnosti, torej bolj neformalno izobraževanje, skrb za določene ranljive skupine, skrb za določene vsebine. Pa še en tak prelom se mi zdi tam po letu 2000 je to, da smo začeli skupaj z Andragoškim centrom Slovenije razvijati svetovalno dejavnost, torej svetovanje v izobraževanju odraslih, ki je potem leta 2021 končno postala tudi naša javna služba, da tako rečem. Vmes ste omenili, se pravi, izobraževanje za poklice. Že od ustanovitve dalje v bistvu izvajate te srednješolske programe oziroma srednješolsko izobraževanje za odrasle. Pa če se mogoče dotaknemo zdaj sedanjega časa, gospa Rogelj Peršič, kateri so v bistvu najbolj zaželeni trenutno ti srednješolski programi oziroma srednješolska izobraževanja? Pri nas imamo kar široko paleto teh srednješolskih programov in nekako bi kar vse opredelila kot perspektivne, ker tudi zato imamo dovolj vpisa vanje. Mogoče prednjači še vedno ta ekonomija, ekonomski tehnik,
Potem imamo še pa predšolsko vzgojo, tudi to je kar zelo zaželen poklic, sicer predvsem za ženske, za dekleta, pa tudi kak fant se najde in so tudi, bom rekla, zelo dobrodošli. Potem imamo programe elektro- in strojnega področja, maturitetni tečaj, ekonomsko gimnazijo, skratka, čisto za vsakega se nekaj najde in ravno sedaj potekajo vpisi, še vedno redni vpis do 29. septembra in res vabimo vse zainteresirane, da se pozanimajo in jih mogoče prepričamo, da pridejo prav k nam. Kako pa je, se upravičujem, kako pa je videti v bistvu izobraževanje za odrasle za razliko od izobraževanja za najstnike, no? Pri nas imamo sicer kar precej mladih, tudi še najstnikov, kajti vsi nad 16 let se štejejo kot odrasli. Sicer pa vsekakor je izobraževanje odraslih drugačno, ker je prilagojeno ravno tem posebnim urnikom, posebnim potrebam v smislu družine, službe, kakršnikoli drugih obveznosti. Res smo tukaj zelo fleksibilni, praktično se prilagajamo posamezniku, z vsakim opravimo osebni izobraževalni načrt, začrtamo želje, torej začrtamo cilje, upoštevamo želje in res imamo zelo uspešne potem udeležence, ki to dosežejo. Imamo tudi zlate maturante, tako da vsekakor izobraževanje odraslih je specifično v smislu organizacije, nikakor pa ne v smislu doseganja standardov znanja. Pač po drugi poti, bom rekla, jih pripeljemo do cilja, s tem, da prisluhnemo njihovim potrebam in željam. Zdaj, vi izvajate v bistvu, če gremo še en korak prej, pri vas lahko dokončajo udeleženci tudi osnovno šolo. Kako je v bistvu potem, ko se nekdo vrne nazaj v osnovnošolske klopi pri vas? Ja, tudi osnovna šola za odrasle je naša javna služba, torej pomeni, da je program v celoti brezplačen za udeležence, financira ga Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje iz proračuna, tako da pri nas lahko udeleženci, ki bodisi niso zaključili osnovne šole v rednem času ali pa morda tudi kakšni tujci pridejo in opravijo to osnovno šolsko obveznost. Vsi vemo, da končana osnovna šola pač predstavlja temelj za to, da lahko potem nekako napreduješ bodisi v izobraževanju ali pa v karieri naprej. Tako da, ja, je to program tudi, tako kot je moja kolegica povedala, tako kot srednješolski programi, je tudi v smislu same organizacije prilagojen odraslim. Hkrati pa moram povedati, da tudi v programu osnovne šole mi udeležence zelo podpremo pri njihovih izobraževalnih prizadevanjih, zlasti s to našo svetovalno dejavnostjo. Kako pa recimo potem s tem osnovno šolo pri vas končajo, kaj pa je potem recimo s prehodom v naslednjo stopnjo, se pravi srednješolsko izobraževanje, koliko se jih dejansko odloči, da bo še nadaljevalo izobraževanje pri vas? Tudi tukaj se nekako spreminja ciljna skupina, torej vpisanih je čedalje več mlajših udeležencev, ki vsekakor imajo željo nadaljevati, nadaljujejo lahko na redni srednji šoli ali v izobraževanju odraslih. Odrasli oziroma tisti, ki pa potrebujejo to predvsem za opravljanje poklica, mogoče tudi kakšne dejavnosti, pa tudi ne si pridobijo to osnovno izobrazbo, ampak včasih je njihovo veselje veliko večje, kakor če bi dosegli ne vem kakšne diplome, ker je mogoče je bila to ena frustracija tekom celega življenja. So bili prikrajšani tudi pri raznih, pri plači in tudi vemo, da je to nekak standard, da ima se osnovno šolo končano in ko pridobijo to spričevalo, se mi veselimo z njimi in tudi oni so res izredno zadovoljni, z svojim napredkom in s tem, da so nekaj dosegli. Zdaj smo recimo pokrili formalno izobraževanje, pa bi se dotaknili še drugega dela tega, se pravi neformalno izobraževanje. Pa če gremo spet narediti recimo en hiter pregled
neformalnega izobraževanja od leta 75 pa do 25. Ja, do 2025. Do 2025. Ja, tako bi rekla, da neformalno izobraževanje, splošno izobraževanje je bilo pravzaprav tudi ves čas del izobraževalne ponudbe, prej delavske, potem tudi UPI Ljudske univerze Žalec. Kajti vemo, da neformalno izobraževanje je prav tako pomembno tudi v življenju posameznika, se pravi, in takšna znanja, neformalna, splošna potrebuješ tako za poklic in kariero, poleg nekega poklica, ki ga opravljaš, kot tudi za neko boljšo, lepšo kakovost življenja, ne. In morda omenim najprej jezikovno izobraževanje, tudi sama sem prišla na Ljudsko univerzo kot organizatorka jezikovnega izobraževanja in to je pravzaprav stalnica skozi vsa leta, da ponujamo različne tečaje tujih jezikov. Seveda v preteklosti, ko sem jaz začenjala, je bilo zelo veliko jezikovnega izobraževanja tudi prav za osnovnošolske otroke. Zdaj vemo, da je ta ponudba, so prevzele osnovne šole tudi, ne? Tako da za odrasle je pa to še vedno stalnica, tako v naši redni ponudbi, kot tudi v okviru izvajanja raznih projektov. Torej, jezikovno izobraževanje je še vedno tisto, ki nekako prednjači na tem področju, s tem, da se je v zadnjih letih zelo, zelo okrepilo tudi učenje slovenščine kot tujega ali kot drugega jezika, ne. Čeprav, kot rečeno, tudi slovenščina je bila del te naše ponudbe. Potem je del ponudbe splošnega neformalnega vedno tudi računalniško opismenjevanje. Pravzaprav od tistih čistih začetkov, ko smo se spoznavali s tem, kako, ali pa ko smo našim udeležencem pomagali s tem, kako miško prijeti in kako se soočati z tem tehnološkim napredkom, ne. Vemo, da je v zadnjih letih, ne, ta napredek veliko hitrejši in mislim, da mi z našo ponudbo skrbimo za to, da nihče ne ostane zadaj. Torej imamo kar širok nabor različnih, tudi računalniških tečajev, izobraževanj, digitalne pismenosti, tudi skozi vsa leta, bom rekla. Se prilagajamo temu, kar pač trg potrebuje, kar naši udeleženci potrebujejo. Poleg tega pa ponujamo res široko paleto različnih programov, tudi v obliki študijskih krožkov, v obliki delavnic, predavanj, vse na temo neke osebne rasti, splošnega razvoja. Tukaj govorimo o recimo delavnicah ali pa izobraževalnih oblikah za zdravje, za osebno rast, komunikacijo, usposabljanja. Tudi nacionalne poklicne kvalifikacije so med tistimi, ki so pri nas zelo, zelo popularne oziroma ki so ves čas tudi v našem programu. Omenili ste slovenščino za tujce. Tujci so ena od ranljivih skupin, ki se v bistvu pri vas znajdejo oziroma ki lahko pridejo k vam po znanje. Kako se s tem soočate v bistvu z ranljivejšimi skupinami, kot so tujci in podobno, in kako jih v bistvu vključujete v svoje programe? Ena naših primarnih nalog je skrb za ranljive skupine. Čeprav, kot rečeno, želimo biti sodoben izobraževalni center, kjer vsakdo lahko najde nekaj zase. V okviru naše svetovalne dejavnosti pa morda lahko rečem, da smo ves čas razvijali tudi to posebno skrb za najbolj ranljive ciljne skupine, torej za tiste, ki imajo manj priložnosti v življenju, ki rabijo več spodbude in motivacije za to, da se vključijo v izobraževanje, da začnejo neko svojo izobraževalno pot oziroma da potrebuje potem tudi med samim izobraževanjem neke dodatne spodbude ali potem, ko zaključijo, kako in kaj naprej. Če pa govoriva o priseljencih, pa je to, kot ste rekli, tudi ena posebna ranljiva skupina, ravno z tega vidika, da potrebujejo to integracijo v slovensko družbo. Vemo, da je priseljencev v zadnjih letih vedno več. In kot rečeno, začeli smo mi smo že ves čas tudi izpitni center za upravljanje slovenščine kot drugega in tujega jezika, torej Centra za slovenščino pri Filozofski fakulteti. Ampak v zadnjih letih imamo zelo veliko vključitev v programe začetne integracije priseljencev. To je program, ki ga financira država, ki ga financira Urad za migracije.
In v tem programu potem brezplačno ponujamo učenje slovenskega jezika, ki poleg znanja jezika vključuje tudi, kot rečeno, kot že ime pove, integracijo, se pravi spoznavanje slovensko kulturo, slovensko družbo, tako dalje. No, tako da v teh skupin imamo v zadnjih letih res precej. In tudi udeležba v teh tečajih potem vodi v opravljanje izpita ali na vstopni ravni ali pa na osnovni ravni. Torej izpita, ki je javno veljavni izpit in ki omogoča potem druge vključitve. Poleg tega jih pa vključujemo tudi v naš večgeneracijski center, kajti pri priseljencih, migrantih, kakorkoli je zelo pomembno tudi to, da jih nekako sprejmemo kot ljudi, da jim damo priložnost, da se počutijo zaželene, da se počutijo ljudje, ker prihajajo z zelo različnimi zgodbami, različnimi ozadji in tam jih nekako opolnomočimo, jim damo priložnost za druženje tako s svojimi, bom rekla, so državljani, kot tudi slovenskimi in ravno tukaj se potem tudi ustvarja ta integracija, ki ni, bom rekla, tako v šolskih klopeh, ampak nekako v enem prostoru, kjer se spostavi eno zaupanje in ta sprejetost. Se pravi, to je nek tak čim bolj organski proces, ki se bolj ali manj trudite, da bi se zgodil sam po sebi. V redu, zdaj omenili ste večgeneracijski center, pa da bi se še tega malo bolj podrobno dotaknili. Zdaj, kako v bistvu izpolnjuje to svoje ime, svoje poslanstvo, se pravi sodelovanje med generacijami? Večgeneracijski center že ima tudi malo zgodovine zadaj, ne? Torej, pred leti smo že mi se prvič prijavili na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje programa družinskega centra, ne? V družinskem centru smo nekako tudi zastavili tako aktivnosti, ki bi pomagale našim obiskovalcem, udeležencem, kakorkoli že, usklajevati tako družinsko življenje, kot tudi karierno pot. Hkrati smo podpirali s programi za starše, ki so se soočali z različnimi težavami. Pomemben element tega družinskega centra pa je že takrat bil tudi socialno vključevanje. No in tako smo zdaj, je potem Ministrstvo za delo že pred leti tudi razpisalo program večgeneracijskih centrov. Zdaj, da ne bom predolga, to je zdaj že drugo obdobje, ko izvajamo ta program večgeneracijski center Planet generacij plus. Se zdaj imenuje, izvajamo ga skupaj z konzorcijskima partnerjema, Ljudsko univerzo Velenje in pa Hišo sadeži družbe Žalec. In mislim, da je to res program, ki je dejansko se je izkazalo, da je izredno pomemben, zelo potreben, prav zaradi tega, kar je moja kolegica že prej omenjala, ker omogoča različnim ciljnim skupinam neko socialno vključevanje, učenje na bolj neformalen način, druženje. Torej v programu se res trudimo, da se odzivamo na potrebe lokalnega okolja, da se nenazadnje odzivamo tudi na potrebe družbe in ljudem omogočamo predvsem to socialno vključenost, sprejetost, napredovanje v družbi, jih tudi motiviramo nenazadnje za izobraževanje. Po drugi strani pa tudi skozi razne aktivnosti, kot so neke kreativne delavnice, druženje, sem že omenila, predavanja, ne, bogatimo njihovo osebno življenje in mislim, da je program res, ki je zelo, zelo dobro sprejet in potreben v lokalnem okolju. Ja, zdaj omenili ste pridobivanje sredstev različnih, pa če se še tega dotaknemo, že leta, desetletja že v bistvu ste uspešni pri pridobivanju teh nekih projektnih sredstev. Kako se v bistvu lotite tega? Zdaj so na voljo tudi evropska, državna in tako naprej sredstva. Se pravi, kako gre v bistvu, kako deluje ta sistem? Ja, tam po letu 2000 so prišli prvi razpisi nekje do nas in bom rekla, kar kmalu, ko sem postala direktorica, je bil izziv
prvega razpisa iz sheme FARE. Takrat smo prijavljali 2 projekta, uspešen je bil eden, in sicer Evropski jeziki za sodobnega menedžerja, torej nekaj, kar smo že prej počeli. In ta razpis, ta projekt je bil res izredno uspešen. Bili smo vodilni konzorcijski partner in ta nam je dal tisti zagon za naprej, da smo v tem začeli prepoznavati tudi neko našo priložnost, ravno zato, da skozi neke financirane projekte lahko pripeljemo v našo regijo sredstva, projektna sredstva, bodisi takrat FARE-ma, potem kasneje evropska sredstva, in pa hkrati uresničujemo tisto poslanstvo, torej predajamo tisto znanje, ki ga nekako najbolj znamo. Tako da po tistem se je nekako tudi odprlo in smo v letih naprej tudi res izvajali kar nekaj zelo uspešnih projektov, bili pogostokrat tudi viden vodilni konzorcijski partner. Mogoče omenim en velik projekt, kasneje tudi iz FARE-ove sheme, je bil zopet to računalniško opismenjevanje, ki sem ga že omenila. Potem 2 obdobji centra vseživljenjskega učenja, svetovanje za zaposlene v Savinjski regiji in tako dalje. Trenutno izvajamo že drugo oziroma 3. obdobje projekta, ki je sofinanciran iz evropskih strukturnih skladov, in sicer so to pridobivanje temeljnih kompetenc za zaposlene. In to je nekako to, da ravno skozi projekte, kot rečeno, imamo možnost, da omogočamo našim občanom dostop do znanja, ker seveda vse te vključitve so za njih brezplačne. Ja, izvolite. Poleg nacionalnih projektov imamo pa tudi mednarodne projekte. Nekako zadnjih 10 let smo precej pridobili na tem področju in smo vpeti v različna partnerstva. Tudi smo del 2 mednarodnih mrež. Ena je DLearn, ki je bolj na področju računalništva in digitalnih kompetenc. Druga je pa SEFEK, ki je bolj na področju sociale in izobraževanja. In v bistvu smo na ta račun tudi sklenili številna partnerstva tudi z različnimi organizacijami po Evropi. Naše mnenje je, da si težko dober, če ne pogledaš tudi k sosedu, in na ta način se tudi mi veliko naučimo in potem to znanje lahko predajamo naprej. Omenili ste znanje, pa bi se mogoče ustavili pri tem, katera znanja oziroma veščine bi izpostavili trenutno, da so tiste najbolj pomembne, pa bi začeli pri vas, potem še direktorica. Ja, zdaj nekako naša področja delovanja, oziroma bom rekla tako neka vizija, je, če bi s 3 besedami povzela, je digitalno, zeleno pa vključujoče. In to so tudi tiste znanja za trajnostni razvoj, najprej pri nas, da mi ozavestimo to, da je to pomembno, potem pa tudi učenje vseh naših udeležencev, predajanje tega znanja, ozaveščanje o tem. No, druga stvar, če je ta vključevanje, kljub temu, da živimo v digitalni dobi in da nas nekako naše delo prežemajo sodobne tehnologije, ne smemo pozabiti, da so ključni odnosi in da moramo delati na njih, da je pomembna komunikacija, te mehke veščine. In spet bom rekla najprej, da to mi kot izobraževalci ozavestimo in da znamo tudi to spodbujati pri naših udeležencih, in pa seveda ta digitalna znanja, ki pa vemo, da ne moremo mimo njih, ampak spet bolj v tej luči, da nam služijo kot orodje, da smo zdaj mi podrejeni tej tehnologiji. Je še kaj za dodati? Pravzaprav ne, se povsem strinjam s svojo kolegico. Rada bi samo to rekla, ker ste rekli znanje. Ja, omenila sem že prej, da želimo biti sodoben izobraževalni center za vse, torej ponujati neka sodobna znanja.
Hkrati pa želimo, ne, da bi se ljudje tudi pri nas počutili sprejete, da bi začutili to, da je v znanju moč, ne, in da to znanje lahko tudi pri nas pridobijo. Kajti jaz mislim, ne, vsi verjamemo mi v to, pri nas na UPI Ljudske univerze Žalec ni nič novega, v vseživljenjsko učenje, torej da se je potrebno vse življenje učiti. V današnjem času je pa to še toliko bolj pomembno. Torej, ne se učiti samo za poklic, pač pa potem tudi za to, da si lahko dosti bolj fleksibilen, recimo na trgu dela ali pa tudi v osebnem življenju, ker mislim, da je znanje tisto, ne, ki ti res daje in moč in ti odpira nove priložnosti in nove poti. 50 let je nek čas, pol stoletja v bistvu, ne, Abrahama boste praznovali, pa še mogoče par besed o dejanskem praznovanju, ki ga boste imeli v četrtek. Ja, v četrtek bomo imeli en tak lep svečani dogodek v večernih urah, na katerega smo povabili seveda vse tiste, ki so nas skozi ta leta spremljali, podpirali, nenazadnje naše ustanovitelje občine Spodnje Savinjske doline, potem Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Andragoški center Slovenije, kolege iz ljudskih univerz v Sloveniji, pa tudi udeležence, torej koristnike naših storitev. Jaz upam, da bo dogodek lep. Seveda je zelo težko v tisto 1 uro spraviti 50 let delovanja, namreč mi smo zdaj že kar nekaj časa vsi vznemirjeni, ko pripravljamo ta dogodek, ko pripravljamo tudi razstavo, ko vidimo, kaj vse bi želeli pokazati, pa vemo, da ne moremo. Kljub vsemu upamo, no, da bodo ljudje prepoznali ta naša dolgoletna prizadevanja, nenazadnje, če se mogoče pohvalimo, jih je zdaj v tem mesecu tudi občina Žalec, ki nam je za ta dolgoletna prizadevanja na področju izobraževanja odraslih podelila plaketo občine Žalec. Tako da računamo na to, da bo to eno luštno praznovanje, na katerem se bomo pač spomnili vseh teh naših dosežkov in tega, kar smo v 50 letih počeli. Hvala za obisk v našem studiu in še enkrat čestitke ob 50-letnici in naj še traja, da boste ostali tako dobri, kot ste do zdaj. Hvala lepa za čestitke in lepe želje. Tako, hvala tudi vam, dragi gledalci, drage gledalke, in ostanite v družbi televizije Celje še naprej.